Ja, lepo pozdravljeni. Pred sabo imate knjigo o umrlih Slovencih v izgnanstvu med drugo svetovno vojno. To knjigo smo izbrali zato, ker imamo praktično že vsi vsega dovolj, ker so izgnanci vsepovsod zapostavljeni. Vse smo že napisali, vse smo že prosili, vse smo naredili, kar je bilo v naših močeh, vendar nismo bili slišani. Tako da, po mojem, bi se radi znebili izgnancev in to živih in mrtvih. Jaz sem predsednica krajev za stike s krajem izgnanstva in naša naloga je bila med drugim tudi, da gremo, da obiščemo v tujini zgradbe, ki so bili taborišča. To je bila prva želja, ampak potem je pa premagala druga želja, ker smo izvedeli, da Nemci uničujejo naše grobove, naših svojcev. Smo se pa zadali, da bomo na teh izletih šli vedno na pokopališče in pogledali, kako Nemci spoštujejo zakon, ki je bil sprejet med Slovenijo in Nemčijo in podpisan. No, do tam smo mogli pa zelo boriti se na vseh proslavah, na vseh srečanjih, na vseh naših sestankih smo zahtevali, da v tem zakonu, ki se je pripravljal predvsem za nemške vojake, da se mora tudi vključiti izgnance, umrle v tujini. No, prvi zakon tega ni vseboval, ampak mi smo naprej se borili, da je v drugem zakonu pa je zaščita grobov izgnancev in Nemci so to kar lepo, prijazno sprejeli, naši pa ne. In najbrž zato tudi nikoli nobeden ne vpraša, niti nobeden ne omenja izgnanskih mrtvih Slovencev. Najbolj me je pa zdaj spodbudilo, da sem to nekako začela pisati, to, da je nedavno je Večer spet povedal, spet navajal nekje te smrti druge svetovne vojne, vse podatke imajo nekje, samo ni noben omenil spet izgnancev. Tudi, ko se je postavljal ta zglomazen spomenik v Ljubljani, tudi nihče ni rekel, tudi ta spomenik je tudi za tiste izgnance, ki so pomrli izven domovine. Tako da nekako je bilo vsega dovolj in sem se spet vrnila, ker sem že poprej o tem pisarila, spet o mrtvih. Zdaj so naši izleti dobili eno večjo vrednost, ker smo mi zahtevali, ko smo tja prišli, da se morajo obnoviti grobovi, če jih ni bilo. Sodelovala sem z več kot 50 nemškimi župani, tudi zadala sem se, da bom najprej z njimi govorila po telefonu ali pa se dopisovala z njimi, in povedala, da pridemo, da pač kaj tudi želimo videti želimo stavbe, kjer so bila taborišča, ker smo nekako s tem zadovoljili duši še enkrat to videti, da se lažje pozabi. Tako da, in pa da želimo grobove obnavljati. Župani so bili kar proti
zelo nezadovoljni od kraja. Več jih je bilo, ki so zanikali, da imajo, da je bil v njihovem kraju sploh taborišče, da o kakšnih grobovih sploh ne vejo ničesar, ne. No, ampak mi smo rekli, mi prihajamo kot turisti, ampak vas prosimo, da omogočite, da vse to vidimo. No, razen v enem mestu, ki so rekli, ni treba nič hoditi k nam, smo nekako prišli do tega, da so nas sprejeli in so se s tem tudi sprijaznili, ker smo mi prišli vedno zelo dobro oboroženi z dokumenti, in sicer to pismeno, slikovno in žive priče smo bile tam, ne, ker smo zmeraj organizirali te izlete tako, da smo zadostili veliko. Programi naši so bili zelo bogati, ni bilo prostega časa, mi smo samo potovali in želeli videti čim več teh stvari, ki jih moramo urediti. No, župani so potem popustili popolnoma, razen enega, in so nas pogostili, zmeraj so nas pogostili, so dali tudi vodiče, so tudi sami šli z nami na pokopališče in tako naprej, da smo v velikih mestih, v mnogih mestih smo mi svojo nalogo izpolnili, ker so bili uspehi, tako da smo dobili in spomenike nove in zdaj nazadnje je bil pa največji uspeh v mestu Neresheimu, kjer ga smo čez 20 let prosili, da se nekaj zgodi, da bi ostali imenovani tam na tem njihovem pokopališču samostanskem, praktično na pragu samostanske cerkve so Slovenci napravili pokopališče med drugo svetovno vojno. Ampak patri so pa to uničevali naše grobove, tem meni nič, nikogar ne obvestil ni nič. Mi smo pa prosili, dajmo se dogovoriti, da bomo to nekako napravili na eno ploščo, pa nabili jo na samostansko cerkev tam nad temi grobovi, vi pa potem delajte z njimi, kar morate, ne. No, in to je letos šele prišlo, po 22 ali 24 let sem se jaz borila za te, med prvimi smo začeli, ker tam je bilo največ pokopanih in najbolj je bilo to, ker so se pogosto uničevali, tako da smo tam šele po 22 letih dobili ploščo, ki se jo tik pred izbruhom covida so jo že pritrdili na cerkev, tako da mi nismo mogli več biti prisotni, nismo mogli vplivati, kje bo dana, ampak uspeh je že to, da je sploh ta plošča bila narejena. Po naših seznamih, jaz sem jim dala sezname in v slovenskih še vse to je bilo tako napisano. To je bil velik uspeh. Potem v mestu Bad Sulca jaz sem bila zelo skeptična pri prvem obisku, da bo kaj naredil ta župan. Smo pa drugič planirali pa še enkrat obisk v tem mestu in je bil pa grozno presenečen in je obljubil, zdaj bom pa res naredil. Ker izgleda, da bi tudi že tretjič prišli. Ja, sem rekla, bi. Toliko časa bi hodili k vam, da bi vi napravili nekaj s tem. No, in v Bad Sulci so potem postavili, pokazal nam je prostor, mi smo tam dali sveče gor, zapeli smo neko pesem
in se pofotografirali vse tisto in točno tam so tudi postavili, so me tudi povabili na otvoritev in imeli smo tam en žegen na tisti spomenik, češ da bo pomagal ščititi ker so rekli, da jih tudi uničujejo včasih in tako naprej. Ampak je rekel, ne, ni treba, nič se ne bojte, je rekel, ta zaščita, če že hočete imeti, ji boste dobili, ampak jaz sem vse po zakonu naredil in občina se je strinjala 100%, da se ta spomenik postavi. Tako, da ne govorim o mestu Arnstadt, ki so od prvega dneva samo prosili za sezname, kajti ta vzhodni Nemčiji imajo premalo arhiva. Rusi so jim to uničili v glavnem, in tako da niso imeli arhiva in so praktično vsi prosili za sezname in mi smo jim dali toliko, pa nismo veliko zgrešili teh seznamov, smo kar dobro, imamo dobro arhiv teh umrlih. No, in oni so tako tudi povabili nas na otvoritev. Župan je prosil, če grem z njim, da bomo skupaj nesla venc in on en velikanski venc tam imel in sem šla z njim, skupaj smo ga tam položila, mi smo pa svojega tudi zraven dali in da ta spomenik lepo tam stoji. Recimo mesto Ilmenau, ko smo prvič prišli, nas je skoraj odpravil, češ da oni so dosti dobili tistih Nemcev, ki so bili z Češke pa z Šlezije nagnani in da se ne bojo ukvarjali z slovenskimi. Tako direkt so nam povedali to. No, pa mi smo rekli, da nimamo nobenih drugih zahtev, kakor to, da se obnovijo grobovi, za kar imamo pravico, ker ste podpisali zakon. No, in res, ti župan se je takoj tudi potolažil, nas je kraljevsko pogostil, potem je sklical svoj štab novinarjev in snemalcev in ne vem kaj vsega. In Rože sam je šel z nami na pokopališče, sam nesel en ogromen šopek belih cvetov in šel z nami s to svojo ekipo, vse pofotografiral in tako naprej in nazaj in lepo smo bili zelo zadovoljni. In seveda, ko smo prišli na pokopališče, smo pa tam zagledali 4 kamenčke, tako bolj manjše, na katerih so bilo po 2 priimka in to je bilo samo 4 Slovenci so bili tam. In jaz sem na koncu povedala, gospod župan, tako pa tole je pa narobe, ker pri vas je pa Slovencev veliko več umrlo. In smo spet se dogovorili, da bomo mi poslali naslove in oni se bojo potrudili, da bi to spremenili in da bomo zadovoljni. No in dobro, mi smo enkrat potem vse šli spet mimo Ilmenava, spet nas je pogosto sprejel in pogosto, mogoče za 2 leti, ampak pa rekel, greste na pokopališče, ja, gremo, bom vas spremljal, je šel z nami, ampak ni bilo ne Rož, nič in nobene ekipe, ki bi to pustila, ampak smo bili pa prijetno presenečeni, ker smo prišli na tisti
na tisto parcelo, kjer so bili tisti prej samo 4 kamni, je bilo tam veliko več kamnov in vsi Slovenci so bili na teh kamnih napisani po slovensko in so še zdaj seveda. In kar je bilo pa največje presenečenje, pri vsakem grobu je bila pa vaza z svežim cvetjem. Tako da jaz sem bila srečna, da je to tako se rešilo, ker vtis je bil pa prvi zelo slab, ne, ker smo mislili, ta ni nič naredil in tako naprej. No, to sem par primerov vam povedala. Do tega smo prišli s tem, da smo kontrolirali kraje. Morali smo biti vztrajni, ker drugače ne bi bilo veliko. In v tem smislu smo tudi opisali nekaj krajev, katere smo obiskali. Potem v tej knjižci je tudi nekaj zgodovine o izgnanstvu. Potem smo dali v to knjižico zakon, da ga ima vsak lahko, ker čisto vsak Slovenec, ki ima tam svojega pokojnega, ima pravico, da danes in kdajkoli zahteva, da se ta grob odkrije. Ponovno, ali pa je napisano, da se mora v razumljivem načinu kako drugače obeležiti ta grob, ne. Potem smo dali tudi imena, imamo napisanih in točno dokazanih 1600 grobov v nemškem Reichu. Potem imamo tudi v Madžarskem, posebej Madžari so umrli na Madžarskem in pa v Hrvaški, Srbiji, Bosni in v teh krajih bivše Jugoslavije. No, ta prvo, da smo sploh do tega, ti korajže prišli, da smo zahtevali te grobove, je bilo pa tako, da sem šla jaz na kompas, sem rekla direktorju, dajte vi meni en program napraviti za izgnance, bi šli gledati pokopališča v Nemčijo. In res v 2 dneh je on že naredil program in me poklical, da smo ga nekako uskladila. In v enem tednu je bil avtobus poln, pa ne samo en, skoraj za 2 avtobusi bilo, ne. Ampak smo imeli še premalo izkušenj, da bi riskirala 2 avtobusa, smo samo za enega se zmenili. Tako da smo šli na ta izlet in so rekli, no, mi nimamo nobenega strokovnjaka za izgnanstvo, v Ljubljani boste dobili vodiča. Dobro, in v Ljubljani je prišel na avtobus en srednje starejši gospod, nas je pozdravil in tako naprej in smo bili, videz je bil zelo lep, no, ampak potem pa ni bilo vse tako, kakor je bil program. Ta gospod je 2 izhoda, imeli smo plan iti do Dresdena, potem pa narediti ovink pa v nemško Tiringijo. Tam sem vedela, da tam je največ teh grobov in moramo tam začeti, kako bo. No, in res smo on ni sploh šel z avtoceste, jaz sem se pritožila, on je rekel, jaz vodim avtobus, ne vi. Čeprav moj direktor rekel je, da mu bo naročil, da se mora z mano pogovarjati za kraje in vse, kar bi radi mi videli, vendar tega ni nič upošteval.
po avtocestu je že zgrešil dva kraja smo mogli izgubiti, ker je bil po programu, ni šel z avtoceste dol. No, pa sem pa rekla, zdaj pa prosim, če takoj pri tem prvem izhodu z avtoceste zahtevam, da je pavza, tudi ostali zahtevajo pavzo, ker se zdaj že niste sploh nikoli ustavil, da bi šli tako in jaz moram pa telefonirati. Ja, seveda. Ja, seveda, to se boste zmišljevali, je rekel. No, pa sem bila kar tih, nisem se mogla kregati z njim, ampak je on vsegde šel dol in tudi pavzo naredil, ampak ne v mestu, nekje drugje, ob avtocesti. In enkrat je se spremenilo vse, in rekel, no, zdaj pa povejte, kaj bi radi. Se rekel, vi imate pred sabo program, ki se ga ne držite že ves čas, in jaz bi rada telefonirala direktorju, kaj zdaj s tem, ne. No, in je pa rekel, saj zdaj naprej bom vse upošteval, kar boste hoteli, ne. Sem si mislila, kaj se pa zdaj to za sprememba gromozanska. In sem pa videla pol, da nekaj drži zraven in je imel mobi. Takrat, veste, to je bilo leta 1998, ne. Še ni bilo. Še ni bilo, ampak nekje iz Nemčije so pa že kakšnega dobili, ne. In on ga je imel, mobi. Sem rekla, tale pa ima nekaj in je najbrž z direktorjem že govoril, ker je taka grozna sprememba. No, in mi smo se potem peljali, pridemo v Rudolstadt, mesto Rudolstadt, tam je v Thuringenu. To sem vedela jaz, brez da bi gledala na kakšno tablo, ker mi je v grlu, veste, žganc ratal. Krč mi je, srce mi je tolklo, sem vedela, da smo blizu. Ne bom veliko o tem, zato ker to je še zmeraj zelo boleče in bom povedala, kaj se je zgodilo. Tam nas je pričakala direktorica urada, turističnega urada, opravičevala župana, da je zavzet, da ni mogel priti, in začela svojo govoranco. V Rudolstadtu nismo imeli nikoli nobenega taborišča, imamo samo dva vojna ujetnika slovenska, 7 kilometrov ven iz mesta sta pokopana in za tiste dva grobova skrbimo, drugih obveznosti pa nimamo. In je začela v svojih lepotah njenega mesta seveda govoriti o prekrasnem gradu, ki je nad mestom. Jaz sem ga že prej videla, ne, in vedela, da je to ta. In pol pa kar enkrat ta vodič je pa zelo užival, češ da smo mi prišli nekam kar na nek nerazumljiv kraj in da ni nič od tega, kar bi radi, in da bomo čim prej se odpeljali domov. Ko je on končal to govoranco, sem jaz prosila to gospo, komaj sem govorila, komaj, moram povedati, da nas ne peljejo na glavni trg, da bi jaz rada nekaj pokazala. In pol je pa rekel, ja, to pa lahko, ja, tudi na grad vas lahko še peljamo. Danes bom jaz riskirala dan, je rekla, za vas. Prav, in smo mi lepo pešačili na tisti glavni trg, seveda, lahko si mislite, kako je meni bilo. Jaz pa lepo tam na glavnem trgu vse potnike postavim k tisti fontani, ki je na sred mesta, na sred trga. In sem rekla, tako zdaj boste pa videli, kje je bilo v Rudolstadtu taborišče.
Jaz sem imela v rokah sliko, na kateri sem bila jaz, pa še dve moje sotrpinke na enem oknu tega judovskega hotela. Tole sem jaz, pa še dve sem jih imenovala. In tole je pa taborišče. Tista gospa od biroja turističnega je prebledela, ni mogla, in sem mislila, da bo sklepala, čisto bela je bila, ni mogla verjeti. Jaz sem pol ta slika, je šla, še je nekje imam, in sem rekel, to je bilo prehodno taborišče, ker so vsi Slovenci, ki so prišli v Erfurt ali pa tam nekje, so jih dali v Rudolstadt in iz Rudolstadta so jih potem odpravljali v mesta in kraje, kjer je bila pomanjkanje delovne sile. No, to smo nekako opravili. Nisem bila pa sama iz Rudolstadta, jih je bilo ne 7 na avtobusu, ne. Tam so zaploskali, da sem jaz imela korajžo, da sem to zdaj povedala in pokazala. Pol gospe so se malo razšle, nekatere po trgovinah, čeprav takrat je bila še Nemčija, vzhodna Nemčija, silno revna, ne. Niso imeli kaj kupovati. No, smo šli pa še nekaj, zdaj vas pa prosim, če gremo še na pokopališče. Na pokopališču sem jaz spala na kolena, jokala, kajti jaz sem bila že za časa vzhodne Nemčije na tem pokopališču z eno delegacijo Rdečega križa, ker sem zelo dobro nemško govorila, so me vzeli s sabo za malega prevajalca, ne. In takrat so nam v Rudolstadtu pokazali eno parcelco, ki je bila zelo na pokopališču, ne vem, koliko metrov je imelo, ampak lepa zelenica je bila, obdana z živo mejo in v enem kotu je stal pa en velik jasmin. In tam so rekli, to je pa slovenska, ta parcela je pa za slovenske izgnance, zato jo čuvamo, ne. In so res, oni so kosili tisto pa brezvali, skratka, ena lepa parcelca je bila. Jaz sem sicer bila pol v glih potolažena, ampak ko smo prišli pa na izlet, pa te parcele ni bilo nikjer, ampak na tistem mestu je bil velikanski kup odpadkov, ki so jih postrgali po celem pokopališču. Jaz sem padla na kolena, jokala, kar zmešana, nisem mogla verjeti, da zdaj naših grobov ni več, kaj tam je tudi moj oče in moj brat. In potem so me pobrali, so me vlekli v avtobus in tako naprej. Ta gospa je pa nas spremljala, tudi jokala z mano. In jaz sem ji pa rekla, zdaj pa povejte, zdaj pa razumem, povejte županu, da zdaj pa razumem, zakaj ni prišel nas sprejeti. Tako kot sva se prej dogovorila po telefonu. Ker bi ga bilo najbrž tlele pa malo sram, ko bi zagledal tako z mano vred. Ampak vi mu povejte, da od Nemcev itak nisem pričakovala nič drugega kakor en velik kup gnoja. Mist, veste, sem rekla, mist. En velik kup gnoja. Ona je jokala naprej, res je jokala. In poslovili smo se, smo prišli nazaj na glavni trg, so naši bili vsi skupaj že,
smo se odpravili in smo šli. Potem pa je bilo pa tako, da je ona drvela, pozneje smo to zvedeli, da je drvela k županu in je vpila, da celo, te vse pisarne so vrata odpirale, kaj se dogaja, da jo je nasadil. Da jo je nasadil. Ona je mislila, da je on ve vsem tem, ne? Ampak tudi ni vedel. Ti Nemci niso vedeli en za drugega, ker so tako zaprti sami zase in tako naprej. In je to, ta stavek, ki sem ga povedala, jaz mu je tudi rekla, vse dobesedno, in to je ponovila pol še enkrat, ko smo naredili film, smo o izgnanstvu, smo ga naredili pol doma v Sloveniji, pol pa v tem mestu. Tako da je v tem filmu noter napisan tisti stavek, ki sem ga jaz rekla, kaj sem pričakovala, ne. No, in smo se peljali, smo prišli domov, sem jaz povedala, reportirala se, kako je bil ta izlet v ta kraj, ki smo se največ od njega obetali. Dis je potem vljudno prošnjo napisal tej občini, da prosimo, da na podlagi zakona, ki je bil podpisan med Nemčijo in Slovenijo, obnovijo grobove teh Slovencev, dali so naslov in tako. Tišina, 2-3 mesece nič, pol pa pride pismo, ki je pa vse obrnilo na glavo in vse zasluge na prejšnje ima ta gospa, da smo mi dobili tako korajžo, za naprej je pomagala ona in Nemci so takoj za nami, ki smo odšli, sklenili, da bojo takoj uredili pokopališče. In so ga res spremenili popolnoma, tako da so naredili spomenike. V knjigi boste lahko videli lepo, to so noter slike, ta prve slike. In ta gospa ima tudi svojo sliko noter, ker je bila res ona. In tista 2 pisma, ko jih je ona dobila od drugih odgovornih ljudeh za te grobove in tako naprej, je zraven poslala, in kjer piše, da bojo tako, da ni bilo planirano, za letos ne moramo narediti ničesar, ker ni bilo planirano, ampak obljubimo, da bo na drugo leto pa že vse v občinskem planu in da bomo to uredili. Vam povem, potem se pa tiste pesarije gor pa dol začele, jaz sem sezname izpopolnjevala, potem so zahtevali, da naj še seznam pošljemo, koliko je živih, tistih, ki so bili v tistem porcelan fabrik, v tistem taborišču, koliko je še živih, da naj seznam zberemo. In to sem jaz zbirala in nisem naredila nobenega kiksa. Sem prav zbrala vse, 38 nas je bilo, smo bili še živi tistkrat, ker so oni želeli ta seznam. No, in še ni bilo popolnoma 2 leti, ko so nas povabili, ko prihajate zopet na izlet, prosimo, javite, kdaj prihajate in prosimo, da se oglasite pri nas. In tako smo mi bili povabljeni, tako rekoč na otvoritev pokopališča in vsi naši izgnanci so bili napisani na teh spomenikih. Prej kakor v 2 letih so oni to naredili. Vse spremenili, pokopališče, tudi tiste fantastične stvari, ki so jih imeli Rusi za sabo, ne, svoje mrtve, so vse odstranili, pa so jih umešali v te spomenike, tako da so vse žrtve potem
svoje tudi, ker Nemci so jih imeli tudi dosti. Glavni smo bili pa mi, no. Mi smo bili pa zasluga, da se je to sploh takoj naredilo. Tako smo mi imeli pol korajžo za druga mesta, kjer smo tudi zahtevali in imeli velike uspehe. No, v tem knjigi je zakon, so imena, 1600 imen, ti so sigurni. Poudarjam pa, da te seznami naši niso dokončni. Moglo bi biti še veliko novih imen, jih tudi še čakamo pomoč tudi od drugih in novinarjev tudi, da bi spodbujali ljudi, da bi ta seznam se še povečal. Sigurno vemo za tiste, da niso v seznamu, ker nismo dobili podatkov vseh tistih, ki so bili iz taborišč prepeljani v tako imenovane bolnišnice, od koder se niso nikoli vrnili v taborišča. Tako da v naših taboriščih, v tem, ker sem ga jaz dala skozi, sem jih jaz dala skozi. Kdor si je javil, da gre k zdravniku v bolnico, ga ni bilo več nazaj. In nič nismo bili obveščeni. Svojci po vojni so pa zahtevali mrliške liste, je bilo pa za vsakega napisan, za tistih par, ki so jih dobili, seveda te mrliške liste, da je brez familije neznanega kraja in države, ki je bil rojen. Tako so zatuškali vse. Nazaj pa niso pripeljali nobenega. Iz konkretno našega nadstropja so odpeljali 3. In Ivica hrani rokopise njihovih svojcev o tem, kako je to bilo. Ne? No, te sigurno niso opisanih, je bilo pa kar nekaj. Tako da smo dali ta imena noter, tudi naših nismo pa niti začeli raziskovati po krajih bivše Jugoslavije. Zato, ker prva leta je bilo 50 let, mi nismo smeli govoriti o tem. In vse, kar se je trudila Ivica, se je šele v Novi Sloveniji. Ne. Tako da smo bili 50 let iz zgodovine in še danes smo iz zgodovine. Se tudi zgodovinarji pravi, nas ne opisujejo. Repeta, gospoda Repeta smo mi nekajkrat pomagali napraviti, ker Jugoslavija je delala en film o izgnanstvu, ampak samo takrat za tista posojila so to rabili, pa nikoli več jih nismo videli in slišali o njih. V učbenikih ni tega? Prosim, ne, nikjer v učbenikih tega ni. No, z Nemčijo smo vzpostavili zelo dobre odnose, tudi nazadnje imeli velike uspehe, da veliko obeležij stoji. Smo imeli pa še načrte velike, posebno 2 mesta, ki so trdili, da tam ni bil ne taborišča, ne umrlih. Smo jih prisilili, da ni dokumentacijo tistih let pokažejo, in je eden prinesel en grozen fascikel, in ki je tako smrdel po vlagi in je bil skoraj moker, da smo tisto listali in našli čez 30 Slovencev, ki so tam umrli. Mi smo po imenih, ampak so bili napisani, da niso znane države.
in kraji, odkot so, veste. Pa smo rekli, še na zvrat, ker sem bila ta zadnja šla v avtobus, sem rekla, ob letu se vidimo in bomo videli, kaj boste naredili. Ne? Čeprav je zdaj manj, mislim, menilo 10-15 let, ampak tam bo jo še slišalo o meni. No, in pa v Templinu, Templin je pa 80 kilometrov od Berlina naprej, zelo daleč. Tam so rekli pa, da ni treba nič hoditi, da tam pa ni bilo ne Slovencev, ne taborišč in nič. Jaz pa tudi, on je bil Termes, jaz pa tudi. Pa sem rekla, mi bomo prišli kot turisti, če nas ne morete nagnati. Ne? Če nas pa boste, bo pa cela Nemčija o tem vedela. Tako glasni bomo. In smo res šli. Imeli neprijetne stvari. Že to, da so nam prepovedali sploh hoditi tja, je bilo nekaj. Pol smo imeli prometno nesrečo, so se dve cisterne trešile na avtocest in so zaprli avtocesto z helikopterji in z vsemi mogočimi, ne vem kaj, gor in dol. In smo tam že 3 ure stali in so prišli policajji, se vprašali, če rabimo kaj, da nam pripeljajo vodo ali pa nekaj za jesti, karkoli. Smo rekli ne. Je rekel policist, zdaj obrniti pa ne moramo, obrniti pa ne moramo, da bi šli na obvoznico. No, in je, pa pride ta šofer, ki je bil radoveden, ne, so šli gledati, malo bližje gor so šli, ampak niso videli nič, ne. Pa pride nazaj, je rekel, pa je videl, da je policaj z menoj govoril. Sem rekla, kaj pa je, rekel, kaj pa je hotel. Ja, da ne moramo obrniti, pa da bi šli lahko na obvoznico, če bi lahko obrnili. On si pa noter v avtu, vse v 2 minutah je v enem avtobus obrnil. Veste, to res, ampak po bele metrih je šlo takoj. In smo se lepo vsi pobrali, noter v avtobus, hitro odpeljali nazaj in pomahali policiji. In so se sigurno razmišljali, kako je pa ta prišel ven, pa to mogoče, ne. Je pa res, da je 2 tovornjaka prosil, da ne gre za pol metra naprej, ne. En odzad, en tam odspred. In smo mi šli na obvoznico, kljub temu smo se zelo zamudili in sem rekla, to so slaba znamenja za ta kraj. No, in smo prišli tja, pred občino, parkiramo, gremo ven, telefoniram, da smo tle. In je rekel, a tako, vsi glih ste prišli, sem rekla, smo. In bi vas radi videli, res bi vas radi videli. In nas je pustil čakati pol ure. Nisem vedela, bo prišel ali ne bo prišel, ne. Smo že razmišljali, kako bo. Je prišel pa dol, pa je rekel, no, kje imate zdaj tiste svoje ljudi? Sem rekla, tamle pokorno čakamo na vas. Je rekel, pol pa jih pa peljte gor. In je imel napravljeno salo, polno, to je bilo maja meseca, že vroče ko vrag, polno tak omizje z vsemi mogočimi pijačami, pa neki keksi so bili tudi zraven. In je rekel, da naj se usedemo. No, pa smo pa govorance začela. Najprej on začel, ne, da to ni običaj, da ne hodijo drugi, da se smo mi se samo zmislili in take stvari. Pa sem rekel, gospod župan, kar pomirite se, ne bomo vas dolgo nadlegovali, mi bomo šli samo na pokopališče, prižgali kakšno svečo, več pa ne, ker vidim, da niste zadovoljni z nami. Ampak jaz sem še malo več govorila, kakor je to, pa iz tekra privlekla eno velikansko potico orehovo in pa cviček.
In sem to dala pred njega, sem rekla, tole smo mi za vas nekako pripeljali s seboj, da boste vedeli sploh, da ste odkot smo in tako naprej. Ja, pa literaturo smo imeli so s sabo in pa sezname umrlih in pa slike taborišč, kar je bilo pa najbolj, sem mu pa povedala, zdaj pa se boste vi odločili, če nam boste jih pokazali, ali ne smemo tam iti, ne. In to je bila, so bili dve stavbe bivše pošte. Ne mogo verjeti spet, ne, ker ti mladi ljudje niso enostavno vedeli, oni niso vedeli za nas, da smo bili tam v taborišču, veste. Nemci so to čisto drugače kot delavci, da smo prišli kot delavci, ne pa, da smo bili izgnani s familijo, starim in mladim in novim in starim, ne. In pol se je pa čisto spremenil in je nam vse pomagal, šel je tudi z nami, pokazal tiste taborišča, šel je na dva pokopališča, ker je na enem so katoliški, na tem, ki so ga pa čisto uničili, so bili pa luterani, ne. In 3 dni preden smo mi tja prišli, se je poznal, veste, nisem mogla, trave ni mogla zrasti v 3 dneh. Je čisto frišno je bilo, vse splanirano. Ampak tisti, ki so pa šli te grobove, so pa točno vedeli, postavil se je sin, tle noter je pokopana moja mama in moja stara mama. Ne, in tudi drugi so postavljali se tako na Britafu, kakor naj bi grobovi bili, veste. Tako da niso mogli tajiti, ker smo imeli žive priče s sabo, ne. In ta si je vse zabeležil, ta župan, ki je z nami hodil. Ampak s temi patri ni bilo moč več nikoli ene stvari dobiti, stika z njimi. Absolutno ne. Je pa rekel, da to je privatna lastnina, da je država celo nemočna proti njim, ne. Jaz sem pa rekla, mi bi se prijateljsko dogovorili, vaša občina bi dala pol, mi pa pol, pa bi eno plato naredili tam na sred mesta ali kjerkoli boste rekli, no. In tako naprej. No, ampak takrat, no, pol je pa ta covid prišel, tako kakor za druga mesta, je tudi za ta nismo mogli več naprej nič delati. In tudi v Nerestheimu so tik pred covidom to ploščo naredili in je tudi pritegli je noter vse vpisano v temu. No, potem v tej knjigi imamo še, prvič smo objavili vsa mesta, kraje, kjer so bili taborišča po nemškem rajhu, v katerih so Nemci bili. Nekaj imamo noter, to je bil edini seznam, nismo ga mogli takrat, ni bilo takih aparatur, da bi lahko fotokopirali in tako naprej. Malo je obkrožen, ampak tisti najhujši kraji so obkroženi, ker je bilo največ Slovencev v taborišču, ne. Tako da to naj ne moti. To je bilo prvič objavljeno, pa smatram, da je pomembno, da se enkrat pokaže ta seznam. No, smo pa z Nemci potem zelo veliko naredili. Recimo mladina je lepo ustanovila svoje društvo proučevanja prisilnih delavcev v tem mestu in so nam pisali, da ni te ankete, ki so jih naredili, ne jih spomnimo, in so oni to začeli takoj nekaj raziskovati. No, ti študenti 3 so se za maturitetno nalogo odločili, dobili dovoljenje, da so in mentorje in so študirali, so tisto pred maturo
smo že šli na otvoritev, kjer je tako v Nemčiji, da lahko vsi svojci pa od vladavine in teh resorjev pridijo na razgovor, tako, da lahko tam na tistem sestanku lahko še kakšen red ali pade ali pa poveča se, kar pri nas ni tega, ne. Tam je bilo pa tudi vprašanj veliko in so nas povabili, pa so na tablo so dali pokopališče z našimi grobovi, na svojo mizo so dali eno kroglo našo, ki se je dobilo od Slovencev, na stole so napisali naša imena, da smo bili v prvi vrsti, ki so nas povabili na to, ne. In sami so pa tudi neke slovenske zastavice imeli na rekelce. Tako da je bilo to zelo svečano in lepo. In ves čas jaz, ko so končali, so meni dali besedo, jaz pa ust nisem mogla spet odpreti, ne. Ker sem spet imela tisti krč v grlu. No, to smo potem zelo uspešno prestali. To je tudi noter vpisano. Direktor te gimnazije mi je dal pol tisto knjižico od te gimnazije. Tudi so nas pogostili z enim čajem, pa bolj skromno seveda, ampak mi smo imeli pol svečano večerjo, ki je bila pa bolj bogata in lepša. No, to je bilo s temi študenti. Potem smo dobili nagrado nekega fonda holokavsta iz Berlina. Anne Frank je ta fond. Smo dobili nagrado za korajžo. Oni so opisali naše izgnanstvo kot korajžo, veliko v tem času, in so nam dali sicer skromnih 1000 mark, ampak to je bilo za njih, fond je bil reven, ne bil bogat, ne. No, to smo dobili, tudi noter lepo opisan. Potem smo sodelovali še prvič tole anketa. Oni so napravili razstavo o prisilnem delu v Slovencih in smo bili povabljeni na njo. Šli so z nami tudi 3 z inštrumenti, so tam jim igrali. Potem ustanovili so svojo organizacijo, razstavo, nagrado smo dobili. Potem so sodelovali z velikih stvareh, če so oni imeli, so nas povabili, mi pa njih, tako da so Nemci prišli v Slovenijo z kombijem, pa še z enim privat avtomobilom, kar v lepem številu, in so prisostvovali na sestankih in teh, kar smo imeli v Brestanici. Tudi so nek prispevke dali majhen za tiste štale. To potem, jaz sem to zdaj nekako malo prikazala, kaj smo vse to v tem, malo težko gre že, veste, ne moram tako gladko več v tem zakonu. Ta podatek, da je bilo iz našega ozemlja izgnanih več kot 60 000. Ja, več kot 60 000, 45 000 jih je šlo samo v Nemčijo. In da danes nihče. Edini, ki je obiskal taborišča oziroma pokopališča nemška, je bil državni sekretar Martin Žnidaršič, ki je bil državni sekretar za delo in to na ministrstvo v Sloveniji. On edini je bil v Nemčiji, Franz Žnidaršič.
Edini, ki je šel, on je šel. Mi smo šli, na 12 letov smo imeli, smo šli zmeraj 12. Mi smo šli zmeraj maja meseca, ker v jeseni je bilo zmeraj težko, nikoli nismo dobili za prenočišče zaradi tega pivskega festivala, ne. Tako da smo zmeraj maja šli, ta Frank je šel pa v novembra. In tudi na slikah dokumentacija, ker smo ga dali noter v knjigo, je napisana dokumentacija, 3.9. je bil čist izven naših, ampak je potem, smo mu pripovedovali vse, kaj smo mi dosegli, je rekel, to je bo pa tudi moje delo, ker je obiskal en državni sekretar uradno te, ne. In to je bilo vse. Enkrat je bil, enkrat. Imel je 3-4 dni na razpolago in kako ne po celi Nemčiji. Ne moreš gledati vsega tega. Pozneje pa nikoli noben več niti omenil. Ne omenjajo izgnancev, ne pri odhodu, pa ne po vrnitvi. Celo sovražno so bili do nas, sovražni, ko smo se vrnili, češ da bi mogli iti v partizane, ne pa v Nemčijo. Kakor da smo šli mi prostovoljno v Nemčijo, ne. In to so nam očitali in jaz sem sicer se držala nazaj. Čeprav so mi Nemci, so mi uničili življenje za zmerom. Ampak jaz sem veliko potrpela za to, da sem delala tele stvari za grobove, da jih prisilim vsaj na to, da morajo skrbeti za naše grobove. To je moja nekako lepo ali pa grdo ali pa lepo povedano maščevanje, da neki vendarle morajo nekaj narediti za naše tiste, ki smo jih tam pustili v toj zemlji, ne. Moram reči, da so Nemci oziroma Evropejci večinoma v Rudolštatu svoji pobrali, izkopali in odpeljali domov. Edino Slovenci nismo, nikdar ni to kdo omenil, da bi se to naredilo, pa jih je čez 30, ne. In da bi kdo, kjer ga pokopaval, sploh ne. 50 let smo mogli biti tiho o tem. Mi smo šele začeli z tem DIS-om in vsem to organizacijo izgnancev v novi Sloveniji, ne. Mora biti še ta podatek, da je dejansko se nekaj premika, ampak pričakovanja so velika v zvezi vsaj z delnim plačilom vojne škode ali odškodnine, vsaj simbolične odškodnine za vse izgnane Slovence. Ja, znano je seveda, da je vsaki vladi je naša predsednica Ivica Žnidaršič dala ves material, ki ga je sama po arhivih zbrala, in imamo v Mareh tam v drugi sobi, ne, se ta arhiv hrani, vse, da bi lahko brez kakšnih koli stroškov zahtevek poslali Nemcem, da bi nam plačali nekaj vojne škode, ne. Vsakršna oblast se je v bistvu bala. Nič niso, nobena oblast ni niti mislila na to, da bi zahtevali vojno škodo. Gre pa za 3 milijarde, a ne? Ja, okrog 3 milijarde, to bi bil drobiž za Nemce, ne. Ampak niso bili nikoli vprašani za to, niti zahtevani niso bili, da ne plačajo. Skratka, mi smo zmeraj bili nekako češ, da nas ne bojo priznali, pa ne vem kaj vse. Drugi, recimo Judje, še danes kar naprej
zahtevajo za to, pa za ono, pa za tretjo. Recimo, nedavno so zahtevali izgubo šolanja. Poglejte, meni so tudi o tem naredili Nemci črto. Jaz sem mislila študirati, bi bila rada nekaj drugega, ampak mi je manjkalo 4 leta. 4 leta šole, nisem hodila v šolo. Ko sem se vrnila iz Nemčije, sem bila stara 15 let. Kaj pa zdaj? 6 otrok je mama pripeljala, sama pa na Birblih bila. Na Birblih, ki bi bila nam kmalu umrla, pa so ameriški vojaški zdravniki so jo rešili s penicilinom, ki je bilo takrat, ga je imela samo še, oziroma že samo vojska. In so ga imeli tako na papirju, ampak ni bil še čisto sprejet penicilin. In so mamo s penicilinom rešili. En avstralski ali novozelandski, zdaj sem že zmešala ga, zdravnik je bil zelo uporen in je hodil po 3-krat na dan, je prišel, v nezavesti je ona že bila, ko se je rešil. Je imela pa šen na obeh nogah, že skoraj do pasu. In v nezavesti je bila, ko sem just šla stražarju, ameriškemu vojaku, prositi, da rabimo zdravnika, ne. Je tisti stražar naredil, da so prišli z nekim džipom pome, so me peljali v štab vojske ameriške, ne, ker so bili izredne razmere, nisi imel na cesto, niso smeli, ne, oni so sekretari, drugi pa nobeden. In tam sem isto razložila in takoj je dal komandant zdravnika z vsemi torbami opremljenega v džip in smo prišli nazaj, takoj je on vedel, kaj je in tako naprej. In takoj ukrepal, res. Tisto je bila ta zadnja minuta, da so mama nam rešili. Drugače bi 6 mladoletnih otrok prišlo domov na nič, na popolnoma nič, pa tudi na nič do podpore. Nobene podpore. Meni je rekel en partizan, da bi bilo vse požgan, če bi vedeli, da se bomo vrnili. Da mi bi mogli iti v partizane, ne pa v Nemčijo. In zdaj, kaj bi 11 leta punca naredila v partizanih, kaj bi že tisti 4, ki so bili za mano, ne, Frank je bil star 1 leto in tako naprej. Skratka, to so bile velike stvari, 50 let smo mogli biti tih, pol je pa seveda, hitel se, da so dosegli, res smo dobili neko odškodnino za trpljenje, potem smo dobili rento, dobivamo vsak mesec neko rento, potem dobili smo, lahko so tisti, ki so delali tam, so lahko ušteli v delovno dobo in so šli prej v penzijo, ne. In take stvari smo dobili. In po tistem zakonu, ki je nam to dal, leta 1995 je bil sprejet, veljaven je bil od 1.1.1996. Po tistem zakonu, v tistem zakonu je bilo napisano, da odškodnina za vojno škodo se mora pa pripraviti z posebnim zakonom. In zamislite si, Ustavno sodišče je to tudi izdalo in potrdilo, in do danes niso te obveze izpolnili.
Do danes. Zamislite si, koliko časa je od takrat, ne 30 let je od tega, ker je bil ta zakon sprejet. Ne. Skratka, izgnanci smo pa skozi vse povsod. Vračali so gradove. Sem bila na sestanku koroških izgnancev, Slovencev, koroških Slovencev, in sem povabil. Mene so dostikrat poslali kam zaradi tega, ker sem jih razumela, če so nemško govorili, ne pa to. In sem bila gor in so javno povedali, da graščine bi mogli zastaviti po avstrijski pogodbi za vojno škodo plačati. Tistih, ki so jih, da so jih tisti grofje tudi pustili za to. Se jih ni noben podil, oni so odšli iz tistih gradov in naši so jih zajeli potem, ko so oni že odšli prostovoljno, ne. Niso pa upoštevali, da morajo to založiti, da bi nam plačali vojno škodo. To je še zmeraj v tisti pogodbi, ki noče nikoli povedati, se veste najbrž, da nikoli ne povejo teh obveznosti do izgnancev v tej pogodbi avstrijsko-slovenski. No, mi smo parkrat ta zakon mogli spremeniti. Pol smo ga že naredili, so ga tudi že v parlamentu obravnavali, druga obravnava ni šla skozi, potem so bile volitve, je šlo vse v koš. Mi smo dobili navodila, da moramo še zmanjšati znesek, ki smo ga zahtevali. Tako da smo do tega zakona, ki ga imamo pripravljenega zdaj že 4 leta, ne, dali minimalno vsoto 6.000 še živečemu izgnancu. 6.000. Simbolična odškodnina. To je simbolična odškodnina. Če jaz vzamem samo našo familijo, oče je imel kmetijo, mama je imela trgovino. Nismo bili slabo stoječi, ne. In je bila, če bi to prodajali, bi veliko več dobili kot 6.000, veste. Sveti znanci so bili v bistvu intelektualci v glavnem in taki. Ja. Ne. Vsi smo, vsi takrat smo, in to je zdaj ta najzadnja verzija, ki so jo čist popolnoma zmanjšali na 6.000. Zakon je popolnoma napravljen za vložiti in obravnavati, ker ga ne treba niti v črke, vse obrazložitve in vse so že pripravljene noter v zakonu. Ne bi treba nič delati in stroškov imeti, nič iskati po arhivih, ker imamo vse mi izbrane, veste. Ampak ne pride do tega. Ne, enkrat se upre, enkrat se je uprl tale, ki je Modesus, ne. Takrat sta prišla v konflikt s Frenkom Žnidaršičem, ker on je pod pogojem, da bo, je kandidiral naprej pod pogojem, da bo zakon vložil. Ta, kaj je bil? Erjavec, ja. In takrat sta prišla na skriž, ker je rekel, Erjavec je pred 3000 pričami v Reichenburgu prisegal in obljubljal, da bo on poskrbel, da se ta vojna škoda izterja. Pol pa, ki je bilo pa treba tisto pogodbo podpisati, je pa ni dal noter tega, ne. In to je bil tisti konflikt, ta prvi z Erjavcem in Žnidaršičem v parlamentu, ne. Tako da je spet ni šlo, ni naredil ničesar. Jaz se vam zahvaljujem, da ste me sploh poslušali. Hvala vam. Najbrž sem jih precej na širok šla. Imam pa še marsikaj za povedati. In če ne bi tako še zmeraj bolelo to,
veste, jaz pol sanjam spet in ne Morebiti- pozamem. Ne, za mene spremlja vse življenje. To so težke zgodbe, ne? No, še mora biti, da omenim v zvezi s tem, tudi v zvezi z dnevom izgnancev Slovenije 7. junijem. Pred tem praznikom je predsednica Društva izgnancev Slovenije Ivica Žinderšič, profesorica, prejela tudi red za zasluge od predsednika republike. Ne? To je tukaj pred nami. Prizadevanja pa bodo šla seveda še naprej, da bi se ohranjal zgodovinski spomin na vso to trpljenje, tako so ga preživeli Slovenci.